Drage sestre in bratje v Kristusu, draga cerkev, nocoj se ne bi smel nihče počutiti osamljen in pozabljen, kajti med nas je prišel prijazni in ljubeči Bog. Nismo pozabljeni, Bog nas je obiskal. Nikoli v človeški zgodovini ni bil tako blizu ljudem kot tisto zvezdnato noč, ko se je nad betlehemskimi poljanami odprlo nebo nad ubogim hlevom, kjer se je rodilo nebeško dete. Zato naj dobri Bog ustvari v nas srce otroka, da bomo vanj verovali tako, da mu bomo zaupali kot dobremu očetu. Želim si, da bi ga vsi tu zbrani resnično doživeli in da bi ga doživeli tudi tisti naši dragi, ki jih ni med nami, ker so bolni, ostareli, utrujeni, razočarani, osamljeni. Če imamo možnost, ponesimo delček topline in veselja v njihovo življenje. Vabim, da si podamo roko in si zaželimo mir in dobro. Današnji večer je večer veselja, kot smo že slišali v uvodni pesmi, ki jo je zapel mešani pevski zbor naše cerkve. Kaj je razlog za to veselje, bomo zvedeli tudi iz svetopisemskega odlomka, ki ga bo prebral duhovnik Danilo Jovanovič. Tiste dni je šel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše v svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, kjer je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so ji se dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču za njiju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsjala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanja vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik,
ki je Mesija Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: Pojdimo torej v Betlehem in pogledajmo to, kar se je zgodilo in kar nam je naročil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Bogu hvala za Božjo besedo. Amen. Za glasbeni del nocojšnjega večera boste poskrbeli poleg mešanega pevskega zbora še vokalno-instrumentalna skupina Soli Deo Gloria in mladinsko-najstniška skupina. Slava na višavah Bogu in na zemlji mir ljudem, to je besedilo pesmi, ki so jo peli angeli ob Jezusovem rojstvu. Slava ali gloria na višavah, naj Bogu doni, pa je delček pesmi, ki jo bomo slišali v izvedbi skupine Soli Deo Gloria. Gloria, gloria, na višavah naj Bogu doni, mir ljudem prinaša sin obljubljeni, rojen je rešenik milostni. Prepevajo pomoč, Bog poslal nam je sina v pomoč. Rojen je zveličarna božično noč, podaril nam življenja je moč. Gloria, 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 na višavah naj Bogu doni, mir ljudem prinaša sin obljubljeni, rojen je rešenik milostni. Sveta noč, kako si razsvetljena ti, ena zvezda nad mestom žari. V Betlehemu rojen kralj je večnosti, luč nebeška na srcu gori. Gloria, 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 na višavah naj Bogu doni, mir ljudem prinaša sin obljubljeni, rojen je rešenik milostni. pesem radostno razlega se povsod, saj božični je čas milosti. Zvev zvonov razglaša, rojen je Gospod, zdaj veseli kristjan se šepti. Na večer božični zbrani smo v spomin, da največji nam Oče je dal. K nam poslal je sina svojega z višin, vse na Golgoti je daroval. Gloria, Gloria, gloria,
Vsak od nas želi slišati dobro novico. Dobra novica ali Noel je ta, da se je rodil odrešenik. O tem govori tudi tradicionalna angleška pesem, ki jo bomo zdaj slišali. So preživljali prvi božič s svojimi čredami. Tam sredi polja, tam sredi noči, hladne zimske so mirno počivali. Glej, kvišku so pogledali, zvezdo svetlo na nebu zagledali. Bleščala se
čas je, da prisluhnimo mladinsko-najstniški skupini, ki nas bo nocoj povedla v božično razmišljanje s pesmijo božično Aleluja in Jezus Kristus je rojen, Jesus Christ is born. Sem slišala en lep akord, ga David je igral ti Bog, lepota me njegova je prevzela. Naj bodo do re mi fa sol, veseli duro tožni mol, naj všeč ti bo, ko pojem haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Na Božič Jezus je prišel, ta svetu greh pijacel, beseda Božja je meso postala. Naj v naših srcih se rodi, naj Božič tebi zažari, v svet naj znano poje haleluja. Haleluja, 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 Sem slišala en lep akord, ga David je igral ti Bog, lepota me njegova je prevzela. Naj bodo to re mi fa sol, veseli duro tožni mor, naj všeč ti bo, ko pojem haleluja. Haleluja, 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 Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because
hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Božič je vedno močno osvetljen. Zato obstaja razlog, kajti z rojstvom odrečenika se je na zemlji prižgala luč, ki ponuja odrešenje vsakemu človeku. Zato smo tu, da slavimo to luč.
Avtor naslednje pesmi je v Jezusu videl bleščečo zvezdo, katere sijaj bi tudi sam rad bil. Pesem Dej star bomo slišali v hrvaškem jeziku. Miris na dolino, liljani i ruže šarovske. Zrače svojom pričom, kako nas sve su pod Božjim pogledom. Neka tvoja ljubav bude odraz u životu mom. Tvoja zvijezda blista, daj da njezin bljesak budem ja. Vodi me, o Bože, bilo kud jer tebi vjerujem. Daj mi svoju mudrost, daj mi svoju silu, molim te. Želim biti svjedok tvoj, svojom krvlju ti operi me. Tvoja zvijezda blista, daj da njezin bljesak budem ja. Bože, gledam ovaj svijet koji širi rane tvoje. Tapkaju u mraku, dolaze na stare poraze.
bljesak, daj da njezin bljesak budem ja. Tvoja zvijezda blista, daj da njezin bljesak budem ja. Daj da njezin bljesak budem ja. Preden nas bo pastor nagovoril z Božjo besedo, razmišljajmo o imenu Jezus, kajti v tem imenu res nekaj je. V preroku Izaiji 7:14 beremo: Zato vam bo Gospod sam dal znamenje. Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel,
kar pomeni Bog z nami. Ljubljeni v Kristusu, nocoj delim z vami veliko veselje, kajti v Davidovem mestu se je rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. Praznovati Božič pomeni odpreti se veselju. V življenju pogosto doživimo vesele, prijetne dogodke, vendar so ti trenutki kratki in krhki. Toda božično veselje je kljub kruti realnosti drugačno, ker ima nebeško perspektivo. Slava Bogu na višavah in mir ljudem na zemlji. Praznovati Božič pomeni, da se nebeškega veselja ne bojimo, čeprav smo potopljeni v morju solza in krvi. V tihi in sveti noči je prišel k nam najdražji gost, kakršnega zemlja ni nikoli gostila in ga nikoli ne bo. Prišel je učlovečeni Božji sin, prišel je kot otrok, da se ga ne bi bali, a ga vseeno ne sprejemamo. Raje imamo zmešnjavo, pok bomb, ropot strojev, obljube borznih špekulantov, prevare, spletke, teorije zarote, trike, polresnice, zavajanja, hvalisanje in prazno lepo besedje. Verjeli smo, da bomo ustvarili svoje kraljestvo, a se je izkazalo, da je človek slab Bog. Božična noč je čudežna, saj nas obseva z nenavadno lučjo. Kaj je tema sveta? Sovraštvo. Sovraštvo je drugo ime za temo. Kristjani pa moramo biti nosilci luči. Božje dete je prineslo na zemljo mir, mi pa sejemo sovraštvo. Božje dete je prineslo spravo, mi pa hujskamo in ljudi razdvajamo glede na naše interese. Ali se nam bo uspelo obrniti drug k drugemu, ne pa drug proti drugemu. Kajti naša največja tragedija je, da Bog na zemlji ni zaželen, da ljubezen ni ljubljena. Naj Božič postane dan, zaradi katerega bomo zmogli živeti tudi vse ostale dni v letu. V teh prazničnih dneh najdimo izgubljeni Božič. Božič je praznik srca. Božič ni datum. Božič je praznik srca. Kdor nima Božiča v svojem srcu, ga ne bo našel niti pod božičnim drevesom. V kakršen Božič verjamem, takšen Božič vsak dan živim. V nebesih ne slavijo Božiča zato, ker se je Kristus rodil v jaslih, v hlevu, ampak to storijo vsakič, ko se Kristus rodi v srcu skesanega grešnika. Od takrat, ko se je v Betlehemu rodil dragoceni odrešitelj, se je svet spremenil. Podaril nam je božično luč, ki je vera. Podaril nam je božično toplino, ki je ljubezen. Podaril nam je božično pravičnost, ki je čisto srce. Podaril nam je božični zaklad, ki je mir v duši. Podaril nam je božično pesem, ki je veselje srca. Podaril nam je božično srečo, ki je večno življenje. Podaril nam je božično resnico, ki je Jezus Kristus, edini odrešenik sveta. Božič je začetek novega človeštva. Bog je prišel na zemljo in človek je namenjen v nebesa. Zato je Božič več kot datum. Božič je stanje srca in ga ne moremo omejiti samo na en dan v letu. Naj božično veselje preplavi ves svet, ker smo lačni, zelo lačni dobrih novic. Ne bojmo se biti veseli, kajti rojeni odrešenik je edino upanje za naš ustrahovani svet, je Božji nežni poljub zemljanom. Noben zakon,
nobena vlada, nobena ideologija ne morejo preklicati tega čudežnega rojstva. To, da se je odrešenik rodil sredi negotovosti, je sporočilo, ki ga mora današnji svet slišati bolj kot kdajkoli. Zato vsak božič pripovedujemo veselo zgodbo o Bogu, ki tako ljubi človeka v svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se nihče ne pogubi, kdorkoli vanj veruje. Žarki Gospodovega veličastva so nam razodeli votlino, ki je postala razsvetljeni vir poti, resnice in življenja. Veselimo se in kakor pastirji v tisti svetli noči, svetlejši od dneva, objemimo tistega, ki je položil nebesa v jasli, slavimo in kot modreci z vzhoda neustrašno oznanjajmo sijočo zvezdo, ki je pregnala temo smrti in nas pripeljala k večni luči in večnemu smislu. Skrivnost božiča je v neskončni ponižnosti večnega, ki se je rodil kot otrok in nam dovolil, da smo se ga dotaknili. On pričakuje našo ljubezen, omogoča nam, da ga objamemo. V zavetju svete cerkve se učimo svet gledati z njegovimi očmi, dihati z njegovimi pljuči, misliti z njegovim umom. Tako prevzemamo Kristusov evangelski etos, večne vrednote, postajamo prerojeni ljudje, državljani nebes. Sestre in bratje, le tako bomo slišali isti krepilni glas angela, ki je prvo božično noč tolažil pastirje. Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudi. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Mesija, Gospod. Ta večna angelska spodbuda s svojim milozvočnim sporočilom in močjo spreminja trpeči svet v prostor božičnega miru, veselja in medsebojnega spoštovanja. Kristus trka na vrata naše svobode, vabi nas, da ga unesemo v ranjeno družbo, v svoje domove, šole, tovarne, skrivališča, strelske jarke, bolnišnice, domove za ostarele, vasi in mesta, da ga unesemo tudi na družabna omrežja. Žalostjo gledamo vojne spopade, nedolžne žrtve. Zato se obračamo k detetu Kristusu z gorečo molitvijo in iskrenim pozivom udeležencem vseh vrst oblasti, da najdejo v sebi moč in pogum, da v svetu zavlada mir. Kajti Božič je zato, da v vsakem srcu prebudi željo po kesanju, po miru. Božič kliče, naj se ne bojimo, naj se ne izogibamo zla, naj delamo dobro, naj napuh zamenjamo s ponižnostjo, bahavost z blagostjo, sovraštvo z milino. Ljubezen je glavno gibalo sveta. Bog ganjen od ljubezni je ustvaril svet in človeka. Ganjen od ljubezni do nas se je spustil med nas, da v nas usadi bratstvo med narodi. Ljubezen diši po nesmrtnosti. Če nam je vse leto žalost stiskala srce, naj se danes v njem rodi veselje. Živeti moramo kot oznanjevalci veselja, kot pričevalci Božje navzočnosti. Razglašati moramo dobro novico o Bogu. Poklicani smo, da v tem nestrpnem, kaotičnem, tesnobnem, natrpanem življenju živimo kot očividci Božje ljubezni, v divjini sveta krutih spopadov, bolečin, zlomljenosti. Bodimo priče upanja in Božje nežnosti. Božični čudež ima moč preobraziti srce in svet.
Božja ljubezen do človeštva je tako velika, da nam je Bog dal največji dar samega sebe. Martin Luther King mlajši je rekel, tema ne more premagati teme. To lahko stori le svetloba. Sovraštvo ne more pregnati sovraštva. To zmore le ljubezen. Božična zgodba je nastopila po noči. V ranljivem času, ko so angeli obsijani z veliko svetlobo, oznanili veselo novico in zlomili tiranijo teme. Zadnja stvar, ki so jo pričakovali pastirji, je, da jih bodo zmotili Božji angeli. Bog pošilja v naše težke situacije angele, da nam prinašajo luč. On je z vsemi, ki tako kot Jožef trkajo na zaprta vrata, iščejo pravi kraj in prostor za svoje družine in potrebe. Razodeva se nam na malo verjetnih krajih, na obrobju, daleč od krajev moči, v nočnih časih temin našega življenja. Toda ravno takrat je tam Emanuel, Bog z nami, v našem krhkem svetu strtih src. Neverjetno je, da so tisti, ki niso mogli pričati na sodišču, namreč pastirji, pričali javno in z avtoriteto. Ali se bomo podali na to pot tudi mi? O tako veseli novici ne moremo molčati, zato vam voščim vesel Božič. Priznam, da je v tem pozdravu nenavadna ironija. Res, nenavadna ironija. Kako si lahko voščimo vesel Božič, ko je vendar v svetu toliko izčrpanosti, zla, krivic, pohlepa, obupa, tegob, nasilja, vojn, lakote, zlorab, ugrabljenih otrok za spolne sužnje in vojake. Toda zaradi prvega Božiča je vsak Božič blagoslovljeno upanje veselega Božiča, ki nikoli ne mine, več kot lepa pravljica, več kot prijeten občutek, več kot evforija, več kot vzhičenje. Zato, dragi prisotni, se vam nocojšnjo noč upam voščiti za res vesel Božič. Vesel Božič. Sklonimo glavo k molitvi. Dobri Bog, pridružujemo se milijonom vernih, ki na to božično noč prinašajo pred te svojo zahvalo. To je zahvala za mir. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo ta mir živeli. To je zahvala za veselje, ki se nam ta večer oznanja. Prosimo te, pomagaj nam, naj bridkosti življenja tega veselja ne zakrijejo. To je zahvala za tvojo ljubezen, ki prihaja vedno znova k nam. Prosimo te, naj se ta ljubezen uresničuje v naših medčloveških odnosih. To je zahvala za nocojšnjo noč. Prosimo te, naj bo to večer tvojega blagoslova pri nas in vse povsod, kjer ljudje živijo, se veselijo ali trpijo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Vabim, da vstanemo in skupaj molimo Oče naš, ki je molitev vseh molitev in je molitev Cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Izvolite sesti.
Božično sporočilo je tudi, da nismo sami. Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog je z nami, je nekaj, kar nam daje upanje za vsak dan. To je Božič. Prisluhnimo mešanemu pevskemu zboru, ki nas bo povedel z 2 pesmima v zaključek nocojšnjega večera. Nam dite je dano, kralj naše svobode, luč je na svet prišla, to je Božič. Vsi ga častimo, mu dajmo darove, radost sveta slavimo ga, to je Božič. On je Jezus, Emanuel, Bog z nami, vsak naj izgin. On je rešitelj, vsak
Naj ta večer zaključim z mislijo češkega reformatorja Jana Husa. Veselite se, ker se je rodil nesmrtni Bog, da lahko smrtni ljudje večno živijo. Hvala, ker ste bili z nami in lepo vabljeni tudi na jutrišnjo božično bogoslužje ob 18. uri popoldne. Zdaj pa na vroč čaj pred cerkvijo.